Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VE Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Alenka Bratušek je s pomočjo pisatelja Tadeja Goloba napisala knjigo z naslovom V svojih čevljih. Gre za nekakšno napol biografijo njene dosedanje politične kariere, kjer pa je Bratuškova glede sebe praktično vse zamolčala. Ampak res, zamolčala je čisto vse svoje afere, Zorana Jankovića, denimo, pa razglasila za velikega primitivca in političnega bedaka. Sicer pa je vse, kar je objavila v knjigi, bilo že znano iz medijev, zato se te knjige preprosto ne splača kupiti. Izvedeli ne boste nič novega, razen morda ene same malenkosti. Bratuškova piše, da si je Nataša Pirc Musar, danes odvetnica, takrat pa informacijska pooblaščenka, želela postati direktorica Sove. To je prva tajna agentka v državi. Nataša Pirc Musar zdaj to zanika, čeprav vemo, da vedno hoče postati, sicer neuspešno, neka direktorica, če ne Sove, pa vse javne televizije. In zatrjuje, da je vodenje Sove ponudila Bratuškova. Ona, Pirc Musarjeva, pa je to zavrnila. In kaj zdaj pravi Bratuškova? Nič. Zavila se je v molk. Babi raus, ali vprašanje, katera se raje zlaže. Iz izkušenj sicer lahko rečemo, da največkrat kar obe. Mi pa bomo danes za vas podrobno komentirali slovenske pokojnine, nizke in visoke, redne in izredne, ter politiko stranke Desus oziroma Karla Erjavca. Z menoj sta naša stalna komentatorja, oba znana ekonomista in publicista, Matej Lahovnik in Rado Pezdir. Matej in Rado, lepo pozdravljena. Predlagam, predno gremo v debato, da pogledamo en kratek video, kjer bomo videli Karla Erjavca govoriti o njegovi priljubljeni temi o pokojninah. Mislim, da je treba več postoriti, kar se tiče skrbi za starejše. Zlasti, ko gre za zdravstvene storitve, vemo, kakšna je trenutna situacija in tudi treba je maksimalno narediti, da se bodo pokojnine ves čas usklajevale in pač s tem ohranjale svojo vrednost. No, to je bil Karl Erjavec, zdaj pa predlagam, da pogledamo eno pismo enega med slovenskih upokojencev. Veliko teh pisem prihaja zadnje čase na moj naslov. Predlagam, da ga pozorno preberete, da vidimo, in boste videli, kaj pa dejansko upokojenci, navadni slovenski upokojenci, mislijo o pokojninah, Desusu in pa Karlu Erjavcu. Zdaj pismo bo objavljeno v 3 delih, ker vse ne gre na ekran, tako da bo dovolj časa za branje. To je zdaj drugi del. Vidimo, tukaj govori tudi o izrednih pokojninah, recimo Toneta Vogrinca in pa bivšega predsednika države Milana Kučana. No, to je pa zadnji del, ker vidite, upokojenec, ki je napisal to pismo, pravi, to je dosežek gospoda Karla Erjavca in njemu podobni, ki sedijo na vladi. Nekateri dobijo komaj čez 300 evrov pokojnine. Dobro, zdaj predlagam, da gremo na debato. Matej in pa Rado, najprej recimo lotimo se fenomena, predno gremo konkretno na pokojnine, fenomena te stranke Desus. Kako je to, da imamo v Sloveniji posebno stranko upokojencev? Mislim, da gre za edino tako stranko v Evropi, ki je že ves čas v parlamentu in je že ves čas v vladi. Kako smo prišli do tega fenomena? Mislim, da je v Srbiji tudi nekaj zelo podobnega, ki je PUPS tam. No pa rečemo znotraj Evropske unije. Zagotovo pa ni tako močna in obstojna, kot pri Karlu Erjavcu. Karlu Erjavcu se pozna dvoje. Prvič, da se v vseh teh letih zelo dobro naučil politične obrti in da je zelo neugoden igralec za zaprtimi vrati. Veliko ljudi bi bilo presenečenih, ko bi videli, da on ni v resnici klovn, ampak je zelo težek pogajalec. Ta druga stvar je pa, ves čas je v vladi. To mu je omogočilo, da je naredil zelo stabilno mrežo. Nobena stranka praktično nima toliko stabilne mreže, kot jo ima on, čeprav je šibka, ampak je vseeno obstoječa in že dolg časa je, plus njegovo kapitalsko zaledje ni zanemarljivo. Zdaj nagovarjati volilce z penzijami in se postavljati kot garant penzij, pa je eno tako populistično vodilo, ki omogoča, da Karl Erjavec sploh ne potrebuje imeti mnenja o drugih zelo perečih zadevah. No, ampak zdaj vseeno bi mogoče prosil vajen komentarno vprašanje, kako je prišlo do tega, da smo pravzaprav sploh dobili Desus? Mislim, kdaj in zakaj smo naenkrat dobili Desus? Ker Desus je bil že pred Karlom Erjavcem, Po mojem spominu je Desus neprekinjeno v vladi že 18 let. Mislim, da je bila prva vlada tam leta 2000 ali pa po 2000, ko je bil Anton Ros. Potem je pa
po letu 2 ali pa 2004, zdaj da ne vem, no, mislim 2004 ali 14 ali 18 let, tako da potem je pa preletel nekje vmes Karel Erjavec noter. Dejstvo je, da v teh 14 letih so se pogoji za upokojence poslabšali. Največji problem pa vidim v tem, da v Sloveniji pokojnina ni odvisna od delovne dobe oziroma od plačenih prispevkov, ampak je pogosto vtis, da je bolj odvisna od neke dobre volje politike. In tu se politika pogosto obnaša, kot da zdaj mi bomo povedali, kakšno bo usklajevanje, ali bo enkrat, ali bo dvakrat na leto, mi bomo spreminjali pogoje tako ali drugače in dajo vtis, da je od politične volje odvisno, kaj se bo dogajalo s pokojnino posameznika. In tukaj poskuša Desus nabirati politične točke. Če bi imeli mi urejen pokojninski sistem, kjer bi bila pravila za vse enaka, brez izjemnih pokojnin, brez nekih pokojnin po različnih zakonih, ki izvirajo iz različnih obdobij, potem bi bila stvar popolnoma jasna, da je pokojnina odvisna samo od plačenih prispevkov, delovne dobe in potem tudi Desus ne bi imel političnega materiala. Ampak paradoks je pa v tem, da ravno v zadnjih 14 letih, kar je Desus neprekinjeno v vladi, so se pogoji za upokojence najbolj poslabšali. Malo je res nenavadno, da potem nabirajo točke s tem, bo usklajevanje za 1 evro, 2 evro ali kaj, namesto da bi sistemsko uredili pokojninski sistem že zdavnaj. Ne? To se pravi, Matej, če jaz prav razumem, dejstvo, da obstaja stranka upokojencev in da je že 18 let v vladi, ne? Javec pa recimo zadnjih, ne vem, 14 ali 12, upokojencem to ni prineslo ničesar. Ravno obratno, prineslo je celo slabše pogoje. Zdaj bom jaz se spomnim leta 2004, takrat je bil bivši predsednik stranke Desus, državni sekretar v kabinetu Antona Ropa, Anton Ros, nekoč znani Mariborčan. In se spomnim potem, ko je... Čeprav ni čisto Mariborčan, ampak je pa znani Mariborčan. Je pa bil predsednik Desusa in se spominjam njegove izjave takrat, ko je zmagala SDS na tistih volitvah 2004 in je potem rekel, zdaj gremo pač v novo vlado, zdaj Janša tala. To je prostodušno povedal, kako dojemajo te zadeve. Ampak seveda takšen pristop je popolnoma zgrešen. V bistvu zato v resnih državah ni upokojenske stranke, ker so pravila igre, tudi kar se upokojevanja tiče, pokojninskega sistema jasna, pregledna in enaka za vse. Pri nas pa vidimo, vse smo videli zdaj nekaj dni nazaj, se je skupina poslancev Desusa, pa se SMC se je pridružil, rekla, za kulturnike bomo pa uvedli zdaj dodatne zaslužene pokojnine, potem so že rekli pa za športnike tudi. To je samo vprašanje, koliko poklicnih skupin bo še sledilo. Na koncu ti rasujejo enoten sistemski okvir in jaz mislim, da je tukaj leži glavni problem. To, kar je Matej rekel, ni nepomembno. Na vse zadnje je Fiskalni svet te dni dal ven sporočilo za javnost, v katerem je povedal, da te zakoni, ki so vloženi zdaj, so vloženi zelo nepremišljeno, brez pregleda na vpliv na javne finance in so celo izpostavili, da prinašajo obveznosti v naslednjih 6 letih v 4 milijarde evrov. Po mojem mnenju in na podlagi tega, kar je Matej povedal, menim, da gre za eno volilno podkupovanje. Da je to zdaj ta vzvod, ki ga Karel Erjavec hoče dokazati, ker on je na vse zadnje v javnosti bil že kritiziran zadnji let dni, da v bistvu dejansko on nima nobene absolutne veze z samimi pokojninami, zgolj prenaša to zgodbo nase, da je on tisto, od katerega so pokojnine odvisne. In zdaj očitno dela en ta push, da bi izkazal se kot nekdo, ki ima res to moč. Kako pa to, recimo, da v vseh teh časih, ko je Desus sodeloval v vladi, pa tudi Karel Erjavec, ko je bil ves čas v vladi, Desus pravzaprav nikoli ni prevzel resorja, ki bi bil vsej na nek način blizu, recimo težavam upokojencev, recimo sociale, ali pa ministrstva za zdravje. Nikoli, vedno so se temu nekako izognili. Zato, ker je SD toliko noj, da se sam zaleti v ta ministrstva in jih hoče prevzemati, če prav vsi vemo, da so to daleč najbolj konfliktna
ministrstva, ker dejansko delajo neke posege med družbenimi strukturami in socialnimi partnerji. Zlasti se pa je Karl Erjavec temu izogibal. On je bil enkrat minister za okolje, potem je bil minister za obrambo, zdaj pa že vrsto let zunanji minister. To je to, kar jaz trdim, da je pameten, da ne gre v konfliktne situacije. Nažalost pa hodi v ministrovat tam, kjer njegova sposobnost ne seže. Najbolj zanimivo se mi zdi pri zadnji potezi, ko so se odločili zopet za podeljevanje za zakon, ki omogoča izjemne pokojnine zaslužnim kulturnim delavcem, je, da po vseh anketah velika večina javnosti temu nasprotuje. To je zelo tvegano polje, na katero zdaj stopa Desus, pa tudi SMC, ker poglej, danes, če ima nekdo 40 let delovne dobe s povprečno plačo v Republiki Sloveniji in se upokoji moški recimo za 58% odmerno stopno, bo njegova pokojnina okrog 580 evrov. To je pod pragom revščine, ki je nekje okrog 612 evrov. Kaj si ob tem misli nekdo, ki 40 let dela, plačuje vse prispevke in ne male prispevke, v povprečni plači so prispevki že kar veliki, ima polno delovno dobo, potem je njegova pokojnina pod pragom revščine, hkrati pa politika, v tem primeru tudi prav poslanci Desusa, sprejmejo zakon, da za določene zaslužne skupine pa veljajo čisto druga pravila in ekstremne izjemno visoke pokojnine. In še en problem je, tu lahko rečemo, gre za zaslužne kulturnike. Predtem so rekli, gre za zaslužne športnike. Zdaj se jaz sprašam, zakaj pa ne pol tudi za zaslužne medicinske sestre, pa zdravnike, ki imajo recimo 500 dni dela na urgenci v svoji življenjski dobi in tako naprej. Hočem reči, to se lahko vedno širi. In jaz mislim, da je celo tukaj velika verjetnost, da v politika v nadaljevanju seveda te kriterije vedno bolj rahljala, vedno več bo izjem različnih skupin, ki bodo upravičene do teh privilegiranih rent, po drugi strani pa velika večina ostalih upokojencev, ki pa grejo po normalnih pogojih, se upokojujejo, imamo pa situacijo, da v povprečni plači ne doseže več praga revščine ob polni delovni dobi. Ne govorimo o tistih, ki imajo 20-30 let delovne dobe. Govorimo o tistih, ki imajo polno delovno dobo. In glavni problem je, da 2/3 ljudi v Sloveniji ima pa podpovprečno plačo, kar pomeni, da bo več kot 2/3 ljudi v Sloveniji danes, ki plačujejo prispevke redno, tudi ob polni delovni dobi v prihodnosti na starost revežev. In jaz mislim, da je tudi to eden od pomembnih razlogov, zakaj se nam vsako leto iz Slovenije odseli 8 000 mladih in gredo delati največkrat v Avstrijo in Nemčijo. S tem zgubljamo še dodaten vir pokojnin za prihodnja leta. Tu pa pademo potem v to spiralo, ker mladi, tisti najboljši, bom rekel, tisti z višjo in visoko izobrazbo, teh je v strukturi vseh, ki odidejo že preko 30%, skratka, ti imajo tudi visoke plače, ustvarjajo visoko dodano vrednost in bi plačevali visoke prispevke. In zato je seveda to udarec na pokojninsko, pa tudi zdravstveno blagajno velik. Po drugi strani se ti pa priseljujejo, recimo predvsem migranti z nižjo stopnjo izobrazbe, ki so več ali manj potem na minimalni plači ali malo nad njo in tudi tam so plačani prispevki seveda primerno bistveno nižji in to je dodaten udarec na pokojninsko, pa tudi na zdravstveno blagajno. Ti migranti se bodo kasneje, ko tukaj ne bodo več delali, pa vsej, bom rekel, njihovi predstavniki, moški predstavniki družin ne bodo več delali, se bodo izselili nazaj, v Makedonijo, Albanijo, in tako dalje. Tu je največji paradoks, to, kar se dogaja zdaj v Bosni pa Makedoniji, ki grejo mnogi v Slovenijo na stara leta, pa s tisto borno penzijo, kolikor toliko solidno živijo v Bosni, recimo, ker je življenjski stroški so malo manjši, to se na nek način dogaja zdaj Slovencem, grejo delati v Avstrijo, Nemčijo in večina mladih bo potem na starost prišla nazaj v Slovenijo, ker za avstrijsko ali nemško penzijo bojo dostojno živeli, za slovensko pokojnino bi bili pa na starost reveži. Matej ima še kako prav, ko pravi, da je Karl Erjavec zdaj pred volitvami odprl zelo veliko tveganje politično. Namreč nekako bo mogel na predvolilnih soočenjih začeti zagovarjati, zakaj tisti upokojenci, ki so pod pragom revščine, ne dobijo več kot 12 evrov, ljudje, ki pa... Rado, za hip te moram prekiniti, moramo iti na oglase, takoj potem, ko se vrnemo, dobiš besedo, sem si zapomnil, kjer smo končali, ti pa verjetno tudi, gremo na oglase in se potem takoj nazaj vrnemo k pokojninam in pa k Karlu Erjavcu.